Se bomo še 2 civilizacije damo, pa bomo pa... Še 2 iteracije, pa že bolj. Kaj? Še 2 iteracije civilizacij, pa bo bolj. Ja, lej, ne vem, prej se je to večinoma podedval, ne, zdaj se gremo neko kvazi demokracijo, ne, mogoče bo pa enkrat to res, koliko je treba, ne. Enkrat sem poslušal, po mojem, bil This American Life, ali pa ne vem, pozabil sem, kjer podcast, ampak imeli so teorijo, da za predsednika šolskega ali ne vem, kampusa ali študentske neke organizacije ali whatever, ne, Ja. in je nekdo prišel na idejo, da je vsak, ki se prijavi, ki hoče biti predsednik, da je že zadosti dober, da je predsednik, in da je treba narediti pri temu predsedniškem vnetu samo to, da imaš 3 kandidate in pol žrebaš, enostavno. Ne? In so pol ugotovili, empirično so ugotovili, da v bistvu vsi, ki so se prijavili, so hoteli biti predsedniki, in čeprav niso imeli nekih kompetenc teh, a veš, na papirju je dober vodja, ovo, bla, 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 veliko povezuje, ne. Ker so si fanti, oziroma ker so si študenti in študentke to želeli, in so enega žrebali za pol leta sicer, in so bili vsi prav dobri predsedniki, ko so bili žrebani. Tako da, ne. Lej, Mogoče vidiš, vse to pravim, to jaz trdim že dolgo, da bi v bistvu tak način, da bi žrebanje v bistvu bil krasen način, ne, da bi iz volilnega imenika žrebali poslance, stranke bi bile prepovedane, in bi iz volilnega imenika žrebal poslance in dobiš čist nek reprezentativen vzorc, recimo, da jih 100 izžrebaš, ne, in dobiš reprezentativen vzorc Slovencev, ki ima pač mnenje o vsem, ne, bla, bla, in jih moš pol hiter rotirati. Saj na en let bi jih mogel zarotirati, zaradi tega, da se ne povohajo med sabo, pa začnejo že dile delati, a veš, pa kaj bi... Da se ne zmenijo. A veš, najprej, dokler se ne poznaš, se ne upaš potipati, a veš, pa reš, ti, mi dva, ne vem. Mi da se zmenila. Se lej, pri nas sicer... Ja, to je kar dobra ideja, v resnici. To je dobra ideja. Pa se v bistvu vse rotiraš itak med nepolnoletnimi, ne? Ja, seveda, med volilnimi To je približno tako, to je pač državljanska dolžnost. Ja, tiket bi bilo pizza. 4 bate dobiš na mesec, ne, služba te mora počakati, koliko včas, ko šel v vojsko, in to je to. Ja, se tukaj se te počaka, se njih tudi počaka služba. Ja. Se isto, se oni imajo to že. En let moraš delati, pa je stvar rešena, ne? Ja, en let delaš. Pa rečemo, da imaš pol še bonusa, še kakšen let ekstra dobiš malo, tako kot oni dobijo. Sicer jaz ne bi dal tok, ne? Ko oni dobijo, meni se zdi po mandatu še koliko, ne vem, celega boga enih let full time. Ja, full, ja. Zelo veliko kompenzacijo, tudi polka nekaj. Ne? Tako da manj, ampak ja, mislim, da bi se, glede na to, da se ljudje spoznamo čisto na vse stvari, ne, mislim, verjetno se glih toliko spoznaš na neki, mislim, mogoče celo kdaj še boljš, tako da lej. Ja, absolutno. Mislim, če kukor zdaj slišiš tele ljudje, ki govorijo, rečeš, je bela cesta, no. Nivo diskursa v parlamentu še ni bil tako nizek. Ja, veš, ne moreš reči, kaj vidiš, ne vem, kaj gledaš Messi ali pa ne vem, včeraj je bil fuzbal, zdaj veste, kdaj snemamo. To bi pa lahko tudi jaz brcu, ne, kaj malo tako popoldne. Se mu ni treba tega ledati noter, smo ugotovili, da teh političnih ramblingov nimajo prav radi. Ne, ta je v redu bil. Meni se zdi, da je v redu. Ta je bil v redu. Reči sleži. A veš, le, to pa mislim za parlament pa I could do that, a veš, ne, se pravim, za fuzbol pa za basket, ne. Čeprav, a veš, jaz sem študiral, ne, po tej, če vzamem v zakup, da ne, stvari, ki sem jih že naredil, za katere sem mislil, da so simple, recimo kitaro igrati, ne vem, piksle premikati, oblikovati, karkoli pač, ne vem, karkoli pač, česarkoli sem se lotil, vključno s podcastom, ne, v začetku se ti zdi, da je to pač easy peasy, nekako čemo, lahko čemo, pa gotoviš, da moraš, neki dela moraš
investirati, če hočeš, da bo stvar približno v redu izgledala, ne? In pol, ko poslušaš druge izdelke, ugotoviš, koliko je človek kaj nečesa, koliko je dal česa noter. Mislim, ja, valjda, in pol si, če to preslikaš na tekanje za žogo, a veš, Ja. v bistvu najbrž ni tako simpel, kot si vsi predstavljamo. To so se z Nikom včeraj pogovarjala, ne? To je dejstvo. Zdaj je bilo objavljeno, ne vem, kje sem najdel neko raziskavo. 10 najbolj zaželenih poklicev med mladimi, ne? Med otroci. Ja. Prvi je YouTuber, ne? Drugi je vloger, ne? Tretji je potem nek glasbenik, ne, kao singer, musician / neki, ne, ampak v glavnem šlo je za procente, se pravi vlog, blog, YouTube, ne, vse skupaj je polovica otrok. Si želi to početi, ne? In a veš, in jaz verjamem, da vsi te vidijo, ne vem, na internetu, oni vidijo, da pač tam en PewDiePie ali ne vem kdo šamara neke težke denarje, ne, pa ne vem, pa ni šole naredil, pa ni unga, ne, ampak ti imaš jebeno veliko konkurence, ne. Ja, valjda. Če polovica tvojih let po celem svetu želi pač to početi, ne, pa boš mogel face garati, ne, če boš hotel to delati. Pa še zegan boš mogel imeti. A veš, tukaj pa še faktor sreče. Seveda, ti lahko tam ne delaš, ne vem, uložiš enega cajta noter, enega znanja, ne vem kaj, in pol pride tam en mulj, zvrže gor neki in viralno to rata in je... A veš, kaj se ti, ne vem, razlagaš o železnicah, ki pač nobenega ne zanima, ali pa o dvigalih, ne? Kaj se ti zdi blazno kul, ne, dvigala, ampak in je do nule naredil. Si strašen strokovnjak na področju dvigal, ne? Mislim, res si eminenca na svetu, tako, in res veš dvigala. Pa tudi produkcija je briljantna. Ti si nabran in načitan in lepo govoriš. In se izražaš in še, mogoče si še lušen za pogledati in simpatičen in šarmanten pred kamero. Mogoče imaš še dobro animacijo, ko znaš še, a veš. Vse to mogoče imaš, ne? Ja. Ampak, a veš, če benga fucking ne zanimajo dvigala, ne? Čeprav vemo, da jih ne, se vemo, da je rar people. Dvigala so, to je... Mogoče bi napačen primer. Takole gre. Seks, politika pa dvigala so 3 topike, ko so najbolj sam, ki še noben ni naredil podcast o dvigalih, veš. Kdo te lahko gor sprav? Kdo? Droge pa dvigala. To je res dravelski citat. V glavnem, smo si zaključili Ja, ne, nismo. Nismo že vse zdaj povedali. Še treba povedati najbolj pomembno stvar, ki je Rusta razodene na koncu. A to še nismo rekli? Smo že Ne, rekli?